Gospod Štrukelj, povejte mi, kaj se vam dogaja s plačami, oziroma kakšni so te nekih 2000 zahtevkov za, mislim, da na sodišču že stojijo? Ja, poglejte, jaz sem vedno verjel, da je Vrhovno sodišče v tej državi končna instanca sodne veje oblasti. To namreč sicer bi moralo biti samo po sebi jasno. In to je v enem primeru našega kolega, ki se je vekel 5 let, odločilo, da so bile plače učiteljev z višjo izobrazbo neustrezno plačevane. Že pred prejšnjo oblastjo in zdaj pod zdajšnjo. Na podlagi te odločitve Vrhovnega sodišča je bilo vloženih še več kot 2000 vlog za enako situacijo. In potem je prišlo ministrstvo, ki je odklanjalo vsak pogovor o izvensodnih poravnavah z nekim inštitutom, ki se mu reče avtentična razlaga zakona, ki ga pozna sovjetska ustava leta 1936 in je bilo potem prevzeto v jugoslovansko ustavo in podedovali smo ga tudi države, ki so nastale iz te skupne nam države. In poskuša zdaj s to avtentično razlago zakona za nazaj spremeniti to stališče oziroma to interpretacijo Vrhovnega sodišča in tega člena zakona in s tem na nek način postaviti teh 2000 in še nekaj 100 ljudi v popolnoma nemogoč položaj, ko ni nobene pravne varnosti več, saj so lahko upravičeno pričakovali na podlagi odločbe Vrhovnega sodišča, da se bo njim zgodilo v tej državi, kjer ne bi bila vladavina prava, enako. Pri tem pa z to avtentično razlago tudi neposredno ministrstvo povozi odločitev Vrhovnega sodišča, ki ga naredi, to odločitev, za nekaj povsem poljubnega, kar vzameš in daš v vrečko ali pa tudi ne. Ampak zdaj mi razložite, zdaj teh več kot 2000 tožb zoper istega primera oziroma podobnih primerov ali morda celo identičnih, kdo jim bo, in vi nudite kakšno pravno varstvo, pomoč, kakorkoli? Poglejte, nekateri so šli k odvetnikom iz svojega lastnega denarja, teh je nekaj 100, pač plačali odvetnika, pokazali so jim odločitev Vrhovnega sodišča in odvetnik jim je odložil tožbo na sodišče. Večina teh tožb je naših članov, ki jim pa naš statut SVIZ-a zagotavlja, da dobijo zastojn, da tako rečem, pravno pomoč, ker to plača sindikat, zato navsezadnje zbirajo članarino. In seveda ta strošek je za letos predviden v našem finančnem načrtu 150 000 evrov celotnega stroška, ker smo najeli 3 odvetniške pisarne, ki za nas to delajo. Kateri so pa ti odvetniki oziroma pisarne? To so odvetniške pisarne, manj znane, zato vam priimki ne bodo nič pomenili. V redu. Kakšen je pa znesek, končni znesek, ki naj bi ga država potem, če se odloči v prid? No, to je tudi zelo zanimivo vprašanje, predvsem kar se tiče javnih izjav ministrstva. Začelo je 60 milijoni, naj bi bil strošek za državo, potem je to znižalo na 50, znižalo na 40. Naša ocena, ki je seveda bistveno bolj zanesljiva, pri 2500 vloženih tožbah, to ki še ni, je manj kot 10 milijonov evrov, ampak to je strašenje seveda ljudi, ki 10 milijonov evrov je pa reda velikosti vrnitve Vrbanske, recimo katoliški cerkvi v izvensodnem postopku in poravnavi, ki je to isto ministrstvo sklenilo, kot je bilo danes že tudi v državnem zboru rečeno. To je nek tak zanimiv poker, se mi zdi, vsota je okrog 10 milijonov, vrti se vložek, rečemo 150 000 evrov, 2500 ljudi igra, napram enemu ministrstvu, se vam zdi, da je to malo rizičen poker? Temu vi rečete poker, gre za skrajno resno zadevo, ko se tako rekoč tem državljanom, ki so to vložili, to ni vložil SVIZ, to so individualne tožbe, jemlje neka zagotovljena pravna varnost, ki so jo lahko pričakovali na podlagi odločitve Vrhovnega sodišča. Tukaj gre na nek način za degeneracijo pravne države v Sloveniji in to je pomemben korak za to, v to smer, ni pa edini v zadnjem času. Mi bomo seveda šli na Ustavno sodišče in ne dvomim, da bomo uspeli dokazati, da gre tukaj za izrazito brutalno zlorabo tega instituta avtentične razlage, za katerega sem povedal, v bistvu ni združljiv z parlamentarnim sistemom, ker ne predvideva ločitve oblasti na sodno, izvršilno in zakonodajno vejo oblasti.
Za konec, vas je že zamikala politika? Ne, pa vas? Tudi ne. No, potem bova pa ostala tukaj, kjer sva. Hvala. Tudi